Prvi regionalni kviz, samo na Sport klub televiziji. Rizik ili oprez? Vi birate. Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli. Takole nas je iz zagrebškega studija Sportkluba pozdravil Krešimir Karačić, avtor in voditelj prvega regionalnega kviza Tvegaj ali počakaj, v katerem bomo spremljali spopad komentatorjev in novinarjev iz celotne regije, kjer delujejo programi Sportklub. Ob tokratnem žrebu parov se je Krešimirju Karačiću pridružil tudi Valen Cinković, hrvaški veslač, dobitnik zlatega odličja na olimpijskih igrah v Riju v moškem dvojcu z bratom Martinom. Najprej nekaj vprašanj zate, pravi Krešimir. Kako si? Evo, dobro sam, tamo nakon blagdana malo ovako teže. Ja, po praznikih sem nekoliko širši, odgovarja Valen Cinković, a to bomo hitro rešili, trener bo zatrl v kalju vsakršno prehranjevanje, tako da se kmalu vračamo k treningom in pričakujemo zanimivo sezono. Najbrž boste osredotočeni predvsem na olimpijske igre v Tokiju. Ja, definitivno bodo olimpijske igre v fokusu letošnje sezone, vse bo podrejeno olimpijadi. Letošnje leto je še toliko bolj posebno, kajti čaka nas ogromno tekem še iz lanske sezone, koledar je izjemno natrpan, urnik tekem izjemno pogost, čakajo nas še tekme svetovnega prvenstva, evropskega prvenstva, pa svetovni pokal v Zagrebu in še nekaj tekem svetovnega pokala, tako da bo veselo leto. Ja, upajmo, da bo srečno leto za vas, da nas boste razveselili tako kot lani v kvizu. Zame so to težki spomini, pravi Valen Cinković. Na koncu sem dočakal poraz v velikem finalu proti rokometašu Davorju Dominikoviću, ne me spominjati na to, pravi Valent. Najbrž so zdaj vseeno ostali lepi spomini, pravi Krešimir. Da, bilo je zabavno, moram pohvaliti vaš kviz. Na koncu sem izgubil od boljšega tekmeca, marsikaj pa sem se naučil in osvežil znanje, tako da priporočam ogled vsem, ki želijo preveriti svoje športno poznavanje, pravi Valen Cinković. V kvizu Tvegaj ali počakaj, ki deluje že 3 sezone v Sportklubovem programu na Hrvaškem, sodeluje 16 tekmovalcev. Dosedanji zmagovalci so bili Ivan Ivković, Simon Kastrapeli in Davor Dominiković. Tokrat pa bomo dobili prvega regionalnega zmagovalca. Oddaje bodo na sporedu ob ponedeljkih, sredah in petkih. Prva oddaja bo na sporedu že v ponedeljek 11. januarja, potem pa bomo vse do srede februarja izbirali najboljšega sportklubovega komentatorja, tistega z največ znanja in z največ sreče. V prvi sezoni regionalnega kviza bo nastopilo 16 novinarjev in komentatorjev iz 4 držav, iz Srbije, Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. Poglejmo nekaj njihovih izjav. Kot najprej pravi Zoran Grgić, komentator na Sportklubu na Hrvaškem, kviz spremljamo od začetka. Ima super koncept, odlična vprašanja, izjemno tekmovalen je, tudi tekmovalci v preteklosti so pokazali zelo zavidljiv nivo poznavanja športa in upam, da bo tako tudi letos. Pohvalil bi Krešimirja, upam, da bo kviz postal pravi brand, prava blagovna znamka naše televizije in da ga bomo dvignili še na višji nivo. Jaz osebno sem se prijavil za to, da preverim svoje znanje, da vidim, koliko športa še poznam in se hkrati zabavam. Vsem pa želim veliko uspeha. Takole pa je gledalce pozdravil naš komentator Dejan Obrez. Najprej bi pozdravil Krešimirja in vse gledalce. Najbolj me v Sloveniji poznajo kot komentatorja angleške Premier lige in tekem Lige prvakov. Seveda sem se odzval na vabilo in rad sodelujem v kvizu, pravi Dejan. To so čudni časi, nadaljuje Dejan Obrez, to so časi, ko ni gledalcev na tribunah, sam pa bom imel 2 navijača. To ekskluzivo mi omogočata sinova Matevž in Andraž in komaj čakamo, da se kviz začne. Tako da svi jedva čekamo, da kviz počne. Vidimo se, čao, bog. Kot naslednji je gledalce nagovoril komentator iz Bosne in Hercegovine Haris Mrkonja, ki pravi: v čast in zadovoljstvo mi je sodelovati v kvizu kolegov Sportkluba. Pričakovanja niso ravno visoka, upam, da se bomo družili vsi komentatorji in novinarji Sportkluba iz regije in preživeli nekaj časa skupaj ter z našimi gledalci. Upam, da bomo ponudili zabaven kviz, predvsem pa bi rad vsem voščil vse najlepše v letu 2021, zaključuje Haris. Gledalcima za koje se nadam da će onako imati i da će se zabaviti. V kvizu Tvegaj ali počakaj bosta nastopila po 2 tekmovalca iz Bosne in Hercegovine in Slovenije ter po 6 tekmovalcev iz Srbije in Hrvaške.
Kot je gledalce ob žrebu nagovoril komentator srbskega sportkluba Vladimir Novaković, kviz sem spremljal že v prejšnjih 3 sezonah in pogosto je bilo razburljivo vse do zadnjega vprašanja. Spominjam se oddaje, ki se je zaključila z izidom 29-29. Izjemno vesel sem, da smo se lahko tudi komentatorji iz sportkluba vključili v širše tekmovanje, v katerem bo nastopilo 16 tekmovalcev iz 4 držav. Všeč mi je pri kvizu tudi to dvojnost. Po eni strani potrebuješ ogromno znanja, na drugi strani pa potrebuješ tudi strateški razmislek in nadzor nad tem, koliko točk boš vlagal v posamično vprašanje. Komaj čakam, da se komentatorji pomerimo med seboj, tako na regionalnem kot tudi na lokalnem nivoju, zaključuje Novaković. Hvala vsem za deljenje vaših mnenj, pravi Krešimir Karačić, avtor in voditelj kviza. Sedaj pa k pravilom žreba. V posodah bodo predstavniki posamičnih držav, torej ne more se zgoditi, da bi bila 2 komentatorja iz iste države tekmeca že v prvem krogu. V vsakem izmed bobnov so torej komentatorji iz posamične države, iz Bosne in Hercegovine, Slovenije, Srbije in Hrvaške. Kot pravi Krešimir Valentu Sinkoviću, mislim, da sva pripravljena, mislim, da je atmosfera tako kot v Nijonu, napetost slutimo v vsej regiji. Valent pa pravi, da je ogromna odgovornost na njegovih plečih, da se počuti, kot da bi bil na žrebu Lige prvakov. Takole je Valent Sinković začel z žrebom. Najprej je žrebal v bobnu, v katerem so komentatorji iz Srbije. Prvega je izžrebal Vladimirja Živkovića. Vladimir Živković, znani analitik, strokovnjak predvsem za nogomet, torej prvi tekmovalec, ki se bo pomeril z enim izmed komentatorjev iz Hrvaške. Valent je izžrebal Ivana Ivkovića, zmagovalca prve sezone kviza Tvegaj ali počakaj. Gre za zanimivega komentatorja in kot pravi Krešimir, to bo zelo izenačen par v prvi oddaji. Prvi par torej Vladimir Živković in Ivan Ivković. Sedaj pa znova žreb enega izmed komentatorjev iz Srbije. Gojko Andrijašević, legenda srbskega športnega novinarstva, znan po svojem globokem glasu, vsestranski komentator, kot pravi Krešimir Karačić, in zelo širok razpon znanja, ki ga ima Gojko. Kot pravi Valent Sinković, težka naloga čaka slovenskega komentatorja in izžrebanje Goran Obrez. Goran, prav tako strokovnjak za nogomet, ki pri nas spremlja tekme španskega nogometnega prvenstva ter Lige prvakov, tudi on seveda opremljen z odličnim športnim znanjem, dolgoletni športni novinar in urednik ekipe, ter hkrati seveda predvsem športni poznavalec in komentator na televiziji Sportklub. Torej Gorana Obreza čaka obračun z Gojkom Andrijaševićem. V naslednjem paru se bosta udarila hrvaški komentator in komentator iz Bosne in Hercegovine. Najprej Saša Živko, mlad hrvaški komentator, odličen poznavalec predvsem košarke, kot pravi Krešimir. Saša Živko, moj dragi prijatelj, igrače s jednim od predstavnika iz Bosne i Hercegovine, pa molim te evo da izvučeš. Iz Bosne in Hercegovine pa mu je žreb namenil Harisa Mrkonjo, ki smo ga spoznali v enem izmed pozdravnih nagovorov. A Saša Živko igrat će protiv Haris Mrkonja, prav tako mlad novinar in reporter, urednik številnih oddaj, predvsem poznavanje športa zelo široko tudi pri Harisu Mrkonji. V naslednjem paru pa znova obračun enega izmed komentatorjev iz Srbije z enim izmed komentatorjev iz Bosne in Hercegovine. Prvi v žrebu Saša Ozmo. Srbski novinar, odličen pisec, mnogo besedil je prispeval
za Sportklub, predvsem pa uvijek sam oduševljen, zelo zanimivo njegovo posebno poznavanje njegove sjajne teniških tenisne področij, tekstove, pa kot molim pravi da Krešimir. vidimo s kime će iz BiH, odnosno znamo, ali evo da službeno... Vseeno bomo zavrteli tole zadnjo kroglico, tako kot Unionu, naj bo vse po pravilih, pravi Valen Cinković. Tako je. V bobnu pa je ostal Kemal Ahmetović. Še eno legendarno ime športnega novinarstva, sicer navijač Arsenala, kot je pripomnil Krešimir Karačić, ni lahko navijačem Arsenala v tem trenutku. Poput mene. Ne znam da li je na sreću ili nažalost, nije nam lako u posljednje vrijeme, ali eto, rekao sam mu da... Obračun Saša Ozma in Kemala Ahmetovića bomo torej pospremili v eni izmed oddaj Tvegaj ali počakaj. S predstavnikom iz Slovenije. Še drugega slovenskega predstavnika Dejana Obreza pa čaka tekmec iz Hrvaške. Trebamo napomenuti da imamo dva brata koja predstavljaju naše susjede. Kot je izpostavil Krešimir Karačić, Slovenijo predstavljata dva brata. Dejanov tekmec pa bo Goran Stojanović, strokovnjak za tenis, vselej komentira predvsem teniška srečanja in upal bo na teniška vprašanja. Sedaj pa še uraden žreb Dejana Obreza. Dejan Obrez, seveda strokovnjak za nogomet, ki v Sloveniji spremlja predvsem srečanja angleške nogometne lige in lige prvakov. Dejana Obreza čaka torej obračun z Goranom Stojanovićem. Možemo reći da je vrlo jak i poznat komentator u Sloveniji. Zelo znan in cenjen komentator v Sloveniji je Dejan Obrez, je pripomnil Krešimir Karačić. Sedaj pa še naslednji par, hrvaški in srbski komentator se bosta udarila v njem. Jedna strana žreba već gotova. Jedna strana žreba već gotova. Nekateri že gledajo, kdo bo s kom tekmoval v naslednjem krogu, je pripomnil Valen Cinković. Najprej pa žreb iz srbskega bobna Nebojša Višković. Nebojša Višković, znan po svojih podcastih, legendarni komentator, odličen teniški poznavalec, ki je od malih nog dober prijatelj tudi z Novakom Djokovićem. Njegov tekmec pa bo Marin Mrduljaš, strokovnjak za košarko iz Hrvaške. Malo ih je bilo. Uvijek mi je Valen govorio kad će moj veslanje. Marin Mrduljaš. Ja, tako kot bo Nebojša upal na vprašanja iz tenisa, Marin na vprašanja iz košarke, je lani tudi Valen Cinković čakal na vprašanja iz veslanja, ki pa jih je bilo bore malo. Še dva para sta preostala. Najprej tekmovalec iz Srbije. Spoznali smo ga v nagovoru, to bo Vladimir Novaković. Kot pravijo zanj, njegov nadimek je športna enciklopedija. Vsekakor, to ni bil dober žreb za njegovega tekmeca, ki ga bomo spoznali čez nekaj sekund. Kot pravi Valen Cinković, kogarkoli bom izžrebal, bom zagotovo kriv za žreb. Dojam je da definitivno nije dobar žreb odmah njega na startu dobiti. Znači, kog sad izvučem, taj će mene kriviti. Vjerojatno. Dobro. A moraš za nešto i ti biti kriv za sve. Moraš biti tudi ti kriv za nekaj, pravi Krešimir. In takole je Valen izžrebal Zorana Grgića. Tudi njega smo spoznali v pozdravnih nagovorih, tudi on je odličen poznavalec, strokovnjak za več športnih panog, predvsem za španski nogomet, znan po svojem čudovitem glasu. Pa še zadnji par, ki je ostal. Pošalil se je tule Valen, seveda vemo, kdo je zadnji par. Valen Cinković je po porazu v finalu kviza potem prišel zgolj do srebra na Evropskem prvenstvu na Poljskem v Poznanu, to je bilo oktobra lani. Predtem je bil znan kot tekmovalec, ki je osvajal zlata odličja v Lucernu. Pošalil se je Valen Cinković, da je k njegovemu padcu rezultatov pripomogel tudi slab rezultat v velikem finalu kviza. Ali još trener ne zna da sam bio na kvizu prije Evropskega. Trener še ne ve, da sem bil na kvizu pred Evropskim prvenstvom in da sem predtem zmagoval. Se je pošalil Valen Cinković, Darku Plavšiću, nogometnemu in košarkarskemu strokovnjaku, izjemno poznanemu v Srbiji, pa je namenil Ivana Hodobo, komentatorja španskega nogometa, ki lahko komentira različne športne panoge, je torej izžrebal kot zadnjega Valen Cinković. Poglejmo še enkrat pare, zanimivi pari.
igrat će protiv Naša Ivana tekmovalca Ivkovića, Goran Obrez in Gojko Dejan Andrijašević Obrez se bosta igra udarila z protiv Gojkom Obreza, Andrijaševićem Saša Živko protiv oziroma v Hajduka primeru Trpinje, Dejana Saša Ozbolt z protiv Goranom Kemala Stojanovićem. Ahmetovića, to je ujevi dio ždrijeba, s Preverjeni desne igralci strane, desno s lijeve spodaj, su Stojanović pravi protiv Krešimir Dejana Karačić, Obreza, vsekakor pa nas Nebojša čaka Višković spektakl. protiv Marina Mrduljaša, Vladimir Novaković protiv Zorana Grgića i Darko Plavšić protiv... Ja, veliko poznavalcev Ono što već sada in vidim da će veliko biti jako znanja zanimljiv bo zbranega na duel, kupu ovaj sta parova, pripomnila zanimljiv tako ždrijeb, Krešimir posebno Karačić kot donji Valen dio Cinković. desnog ždrijeba. Tu ima nekoliko koje ja znam već provjereno dobrih igrača. U svakom slučaju mislim da nas čeka spektakl. Sam si mi rekao da se jako veseliš zapravo u ovoj sezoni. Vsekakor nas čakajo zanimive oddaje, ki bodo na Sportklubu na sporedu ob ponedeljkih, sredah in petkih. Kot pravi Valen Cinković, zagotovo lahko letos pričakujemo tudi rekordno število točk in res se veselim nove sezone. Hvala ti puno na pomoći, kao i uvijek Valen Cinković je pristupačan, tako se odazvao. Znova bo to priložnost, da preveri Valen Cinković tudi svoje znanje, Krešimir Karačić pa zaključuje z oddajo. Hvala vsem. Čaka nas torej odličen kviz, vse skupaj se bo začelo že v ponedeljek 11. januarja, ko bomo predvajali prvo oddajo. Vsekakor pa vabljeni k spremljanju kviza, v katerem lahko tudi vi preverite vaše športno znanje. Hvala za pozornost in lep športni pozdrav. Prvi regionalni kviz, samo na Sport Klub televiziji. Rizik ili oprez? Vi birate.